Tadej, lepo pozdravljen v naši oddaji. Pozdravljen. Torej, ti si direktor podjetja Bonaca in mislim, da je prav, da tudi predstaviš istoimenski sejem, ki bo kar nekaj posebnega v Sloveniji, ne? Ja, sejem Bonaca bo od 18. do 23. septembra v Kopru. Združili smo več različnih sejmov pod eno streho. Razlog je ta, da zadnja leta vsi te sejmi posamezni postajajo sami sebi premajhni, nezanimivi, tako za razstavljavce kot za obiskovalce. In smo združili nautiko, karavaning, turizem, prosti čas, zeleno energijo. Sejem se bo dogajal v samem središču mesta Koper, nautika v Mandraču, karavaning na parkirišču za tržnico in Ukmarjevem trgu. Posebnost same prireditve je pa ta, da bo prvič v zgodovini sejmov v Sloveniji odprt karavaning park, ki bo namenjen vsem, ki bodo prišli s svojimi avtodomi, se bodo lahko parkirali in tudi tam prenočili. Krasna ideja. Ja, zanimivo same prireditve je tudi ta, da smo povezali cel kup obsejemskih prireditev, tako da imamo vsak dan koncerte, modne revije, športne aktivnosti in tako naprej. Tako da bo za obiskovalce v bistvu zelo zanimiva stvar. Tako, za obiskovalce in za razstavljavce. Sejem se ne bo zaključil vsak dan kot vsi drugi sejmi, ampak se selimo na trge, na ulice v Kopru. Glede na to, da je sejem, da zajema 5 različnih segmentov, kako velika bo recimo površina vsega skupaj? Predvideva se nekje med 25 in 30 tisoč kvadratnih metrov v vodi in na suhem. Sam karavaning park, se pravi za obiskovalce, bo pa v velikosti za cirka 200 vozil. Mogoče lahko menvaš recimo zeleno energijo, kaj vse bo spadalo pod ta segment? Ja, zelena energija je čezdalje bolj popularna, zanimiva. Danes v teh časih šteje vsak prihranek, racionalizacija in v bistvu se skozi nekako pogovarjamo o zeleni energiji. Če želimo iti, pogledati električno vozilo, se ne vemo, kam iti. Tako da smo rekli, dajmo narediti na sejmu en del, da prikažemo in vozila, in plovila, letala in vse, kar je v bistvu na elektriko. Verjetno bo zanimanje precejšnje, kako se pripravljate na težave s parkiranjem, ker glede na to, da bo vse skupaj v Kopru, v središču Kopra, kako je s tem urejeno? Koper ima kar precej parkirišč. Res, da se bo treba večkrat znajti, pa vsi ne bojo mogli pripeljati čisto do vrat, ampak ni težav. En kup je trgovskih centrov, stadion, občinskih parkirišč, tako da dovolj kapacitet. Mogoče še kakšna zadnja misel za naše gledalke in gledalce? Ja, rad bi povabil vse, da obiščejo našo spletno stran, kjer jih bomo sproti obveščali o samem dogajanju, površinah, parkiriščih in tako naprej. Po vseh podatkih. Tako. Ja, v redu, hvala za vse te informacije in pa upam, seveda, da bo čim več obiskovalcev in pa razstavljavcev na sejmu.